Ker je tole jutro moško obarvano, tako tudi končujemo. Če smo malo prej v vrtincu govorili o očetovskem dopustu in o tem, zakaj je dober ali celo nujno potreben, pa moj naslednji gost pravi, da je porodniški dopust za očete norost na kvadrat. Moj gost je psihoanalitik in mislec, ki je s svojimi prepričanji razburil marsikatero žensko, morda tudi moškega. Roman Vodeb, dobrodošli. Lep pozdrav. Dan žensk bi radi preimenovali v dan moškin, ki bi se pravite prelevil v dan čarovnic. Noč čarovnic. Noč čarovnic. Kako bi preimenovali potem dan moških? Bi tudi preimenovali ta dan? Torej, to sem izjavil na mojem blogu in tudi na nekih predavanjih, v nekih kontekstih, ki so malce humorni, ampak v enem resnem diskurzu ima pa tudi neke temelje. Namreč današnja ženska se zgleduje po moških. In teoretsko jaz rečem, da ni več ženska, ampak je moškinja. Ne bi rad žalil, ne rečem, da je možača, moškinja, ker smo enakopravni. Ampak moški in ženske nismo enaki. Zaznamuje nas fatalno, freudovsko rečeno, anatomija genitalij. In to je bistveno. Mi moški ne moremo biti drugačni kot možati. Ženstvene ženske ste pa lahko ženstvene, neke ženske, ki se pa preveč v eni oidipalni fazi, pri 3-4 letih v objemu kastracijskega kompleksa zgledujejo po moških, pa postanejo najprej fantinje, torej ne deklice, fantinje, potem pa namesto ženstvenih žensk z željo, pa postanejo moškinje, ki se v objemu, tem se reče zavidanja penisa, zgledujejo po moških. In zadeva potem v neki družini ni kompatibilna. Možati moški bi rad imel žensko, ki služi. Bi rekel, malce nebogljeno, da je lahko služi, da je lahko igra tistega kavalirja, da je gentleman. Sodobna ženska pa že vse ima in moški ne mora nič nuditi. In tukaj pride do ene zagate med spoloma. Do tega bova še mogoče natančneje prišla, ampak za začetek, kaj se je zgodilo sodobnim moškim? Ja, sredi 80-ih let v prejšnjem stoletju se je poženščil. In moja teza je, da ta feminizem, ko so se mnogo žensk v objemu kapitalizma zgledovalo po moških, so prišle do ene točke, ko bi rekel, zdaj smrdeti kot moški pa že ne želim, pa tudi kosmata ne želim biti. Želim pa, da je moški čim bolj podoben meni. In potem so si izmislili te metro variante seksualcev, ki se depilirajo, ki se ličijo, ki so poženščeni, ki jih celo glava boli, ko je treba seksati. Tako kot se to marsikdaj naredi, kakšni aseksualni ženski, sodobni, preokupirani z neko kariero. In ta trend metroseksualcev, ki ga je zaznamoval nek David Beckham, nek moški v nekem možatem športu, ampak Roberto Carlos je rekel, pa se ti na koncu tekme dišiš, namesto da bi smrdel po Švicu, dišiš. In zdaj ženstvene ženske, ki so navadno tiho in si svojo mislijo, so po eni točki rekle, nam pa niso všeč metroseksualci, nam so pa všeč možati moški, ki niso podobni nam, ki so radikalno nasprotje nam. In potem so Hollywoodarji, recimo režiserji, scenaristi, sledili tej feminilni ženstveni ženski želji in prišli do filmov, kot je naprimer Gladiator, leta 2000 je bil ta film. In ženstvene ženske so rekle, to je ideal pravega moškega. Moški, ki ubija, ki lahko naredi vse, hudič v spuli rep. In te ženstvene ženske so potem kontinuirano prišle preko Troje do ideala sodobnega iberseksualca, ki bi bil King Kong. Se pravi, tisti črni, kosmati moški, ki bi ubijal za svojo lepotico, naredil vse za njo. Smo si torej ženske izborile moškega, ki joče, in ga zdaj zavračamo? Torej, jaz bi rekel, nezavedna ženska želja tistih faličnih žensk je bila, da bi se moški tudi zjokal. Ampak pravi moški se ne zjoče zato, ker je jok, solza, znamenje kastracije, kar pomeni fenomen kastracijskega kompleksa oziroma kastracijske bojazni, ki jo deček doživi, pomeni, da organ, ki mu toliko pomeni, da mu ga nekdo, oče, lahko odreže. In to borba proti kastracijski bojazni se dogaja pri moškem celo življenje in moški ne bo tarnal, ne bo jokal, ne bo se kolapsiral, ker ne bo na simbolni ravni, ne bo kastriran.
ne bo postal podoben ženski, ki je že kastrirana. In zato ta jokavost ni v registru pravega moškega. Kateri pa so, torej, po vašem mnenju, tiste značilnosti, ki jih ima pravi moški? Oziroma, kdo si je pravzaprav ta termin izmislil, če lahko tole razčistiva najprej? Vsekakor nismo moški tisti, ki bi tematizirali koncept pravega moškega, ampak ste bile ve ženske tiste. Najprej skozi študije spolov, recimo feminizem, in ta metro varianta je proizvod feminizma. Ženstvene ženske ste pa rekle, zdaj bi pa še mi povedali, kakšen je pa naš ideal pravega moškega. Torej, vas ženske bi morali vprašati, kaj si pa ve želite. Ampak fenomen Freuda je rekel, ko je tematiziral žensko željo, je prišel do ugotovitve, da ženska v resnici ne ve, kaj si v resnici želi na nezavednem nivoju. Zavest ne ve, kaj nezavedno misli. Vzrok zavestne želje je vselej nezaveden. In ženske si mislijo, da si želijo moškega, ampak v strogo teoretskem smislu si pa želijo organ, ki njej na telesu manjka in katerega lastnik je moški. To je ta ortodoksni freudovski diskurs, kateremu očitno sledim samo jaz, odkar ni Ruglja, sem samo jaz tisti radikalni, bi rekel, pravi, da sem antifeminist. Jaz sem pa zgolj Freudovec in trdim, da ženska ima svojo željo, o kateri ne ve veliko povedati, o tej želji pa lahko spregovori psihoanaliza in govori, da je moški tisti, ki ne kolapsira z eno lepo. Zakaj je očetovski dopust norost na kvadrat? Tukaj pa recimo pa ta neka mačistična držna nima zveze s tem, da sem jaz proti očetovskem dopustu. Namreč, če bi dojenčki spregovorili, ne bi bilo paradigme novega očetovstva. Dojenček si želi v prvih 3 letih mamico. Noben moški, noben oče ne more zamenjati mamico. Ampak tudi mamica ne more zamenjati očeta kot identifikacijskega lika, s katerim se deček po 3. letu začne identificirati in katerega želja je dekličina želja je oče. Najprej mamica za deklico, potem pa oče, kot nosilec organa, ki njej na telesu manjka. Zato deklica pride na moškega. Ampak v tej fazi, kjer naj bi to očetovsko poslanstvo, te feministke rade ustoličile skozi ta očetovski dopust, to je pa norost, ker je ideološki politični konstrukt feministične ideologije. Nekaj naravnega je, da ženska, ki nosi tega otroka 9 mesecev, ga doji in ga ljubkuje na tak način, kot ga lahko samo mamica. Tega oče ne more prevzeti. Kaj se pravzaprav po vašem mnenju potem dogaja v družinah? Pravite, da so družine kot nek ring, kjer se bojujeta petelin in petelinka. Torej, to je tudi moja dikcija in te petelinke nikakor ne bi zamenjal s kakšno kuro, ker kolapsira cel koncept. Namreč, rivalska distanca, ki jo vzpostavlja v družini, sodobna, falična ženska, ki jaz rečem moškinja, povzroča, da je sama nesrečna, ne ve, kaj si želi in ne ve, da si v resnici ne želi biti na tak način karieristična, kot je. Ampak ta divji tempo ji narekuje, če želi biti prodorna, mora igrati pravega moškega, mora riniti, prodirati. Rinjenje in prodiranje pa domena simbolnih procesov moškega. Ravno zato, ker je genitalija, razlika v genitalijih je takšna, da koncept koitusa ne more biti drugačen, kot je. Moški je tisti, ki rine, ženska pa sprijema. Moški pa daje. Ampak vi pravite, da smo ženske vseeno preveč emancipirane, da se moški bojite, ženski imamo oblast, moč, denar. Torej, pravi moški se načeloma ne boji nekih faličnih žensk. Boji se kvečemo kakšne, bom rekel karikirano, seks bombe. To se boji moški. Nekih faličnih žensk, ki so zelo pametne, pa se ne boji. Ampak problematično je, ko čuti nelagodje. Ko tej ženski, ki že vse ima, ne more nič dajati. Pa ne mislim v seksualnosti, kjer v koitusu moški nekaj daje, ampak na tej simbolni ravni, varnost, zaščita, denar. Danes ima ženska več denarja kot moški. Denar pa ni denar. Na simbolni ravni je denar nadomestek za moške genitalije.
Ampak kako potem vseeno razlagate, da direktorska mesta pravzaprav še vedno zasedajo bolj moški, da se še pojavlja enako delo, recimo, ki je bolj plačano za moške kot ženske, če smo tako emancipirani? Jaz sem bil direktor v nekem javnem zavodu in kolegice so imele isto plačo kot jaz. Ampak problematično je v teh kontekstu plač in pozicij moči in oblasti, naprimer direktorske ali pa politiki, je želja. Moški kot zmagovalci, kot junaki, prvaki, ki zasedamo področja oblasti, moči, imamo privilegij v ženski želji. Direktorca nima nobenega privilegija v moški želji, če je direktorca. Prej je aseksualna. Privilegij v moški želji imajo lepotice in ženske intuitivno vedo, da ne rabi biti direktorca, če želi dobiti nekega alfa samca. Prej ga splaši. Ženska se pokaže in že dobi tisto, kar je njena želja. Je rekel John Berger, leta 1972, feministke so norele. Moški pa mora skakati do stropa, biti boljši od vseh petelinov. In moško življenje je ne boj, mesarsko klanje. Žensko sicer tudi, ampak bolj pred ogledalom. Ja, midva z gospodom Romanom se bova po mojem še kar nekaj časa pogovarjala, ampak drage ženske in dragi moški, jaz upam, da ste ali boste našli pravega moškega ali pravo žensko vsak zase.